absolutno je boljši antidepresiv, kot samomor. Ko sem se jaz z anksioznosto srečala, se sploh nisem vedela, kaj to je. Tesnobčki, depresivčki, traumatizirančki, to so najboljši ljudje, to so ljudje, ki še čutijo. Mogoče bi rekla, da je lahko zmaga že to, da v otroštvu do 7. leta preživiš zlorabo, pa sploh preživiš. Naši mladini ni preveč enostavno. Ja, so do mene celo učiteljice prišle ali pa ravnateljice, če bi prišla kaj v šolo povedati, smo si različni. Ženske imamo večjo intuicijo, večjo globino, mi tako, kot da bi videli cel gozd. Ne vem, zgubljamo empatijo, sodelovanje, če želiš pomagati sočloveku. Je logično, da ne moreš vsega razumeti in te je strah, kaj reči, ne? Ampak ljudem se ne pomaga s pametovanjem, ampak z empatijo. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Se meni prav zanimivo, že ko sem začel brati, že čisto na začetku so bili eni triggerji. Ja, tri primeri. Že tukaj noter so, ne? To je pa totalna nadgradnja. Ko bi čakal novi čas. Ja, tako da ja, je pa, kaj pa vem, ful je knjig na tržišču, no. Ogromno. Res ogromno. Ampak nekaj moram nadaljevati, pač, ker se mi zdi, da res čutim to za poslanstvo, no. Ja, vmes se moram pa še sebe, pa svoj zdravje šlihta, tako da, tako kot ti prav, še 24 ur je. Ja. Ti se pravi drugače, imaš še vedno to domačo firmo, ki predstavlja tudi službo, ne, verjetno, v kateri delaš kaj, 4 ure ali 40 ur na dan? Jaz sem delala v firmi toliko, da ko za nazaj pomislim, sam sebe zlorabiš, dobesedno. Zdaj pa nimam količinsko toliko dela, da bi mogla jambrati, imam ful časa zase, so pa zelo zahtevne stvari. Okay. Ker smo ostali brez delavcev, ne. A vi že snimate? Ja. Sorry. Brez delavcev, kaj se dogaja z delavci? Se pravi, vi imate gradbeno podjetje doma. Kaj se dogaja z delavci zdaj? Tako, mi imamo gradbeno podjetje, ful lepa dejavnost, težka. Pač to je seveda bila nekak moževa izbira, ne, normalno, on je bil z te profesije. Jaz sem se priklopila zraven, tako da sem razvila gradbeno pisarno, bi rekla, res do perfekcionizma, no, skoraj, ne vem. Po moje, da tudi SCT ni imel tako urejenih stvari, kot jaz. Ampak to pomeni, da delaš čisto vsa področja sam. Če bi jih zdaj naštevala, jih je ful velik, tako da mi marsikdo reče pol, pa daj koga zaposlila, ne, za 4 ure, pa te bo rešil teh problemov. Sploh ne znaš človeka to naučiti, ker je toliko področji dela, ne. Tako da zdaj količinsko se pravim, ker smo se zmanjšali, imam manj dela, je pa veliko skrbi, veliko odgovornosti, tako da trenutno delajo moj mož pa 2 sinova. Drugače imam pa 3 sinove, no. Pridni so ful sem ponosna na njih. Naredijo skoraj isto kot prej, ko smo še imeli delavce, seveda na dolgi rok, ne, bo pa treba nekaj narediti. Se mi pa zdi, da je v Sloveniji zelo žalostno stanje, da delati skoraj ne želi nobeden več. Pa v bistvu za dobro plačo, za dobre pogoje. Tako da ne vem, kaj bi rekla. Se mi zdi, da te osnovne dejavnosti, obrtniške, ne, to smo recimo med korono videli, koga smo mi pogrešali, ne, se pravi zidarje, frizerje, mehanike. Kdo bo to delal, no, jaz ne vem. Kdo bo to na dolgi rok delal? Umetna inteligenca. Težko. Mojli. Ja. Okay, da te mogoče predstavimo najprej, da publika spozna. Tatjana Grča. Tako. Kako bi se ti mogoče opisala, pa kako bi te tvoji bližnji opisali, kot kdo si? Ja. Če sama sebe opisujem, sem prišla do ene ful velike spremembe.
Ker ponavadi začnejo, ne, ja, Tatjana je pa mama 3 sinovam, pa podjetnica, pa direktorica gradbenega podjetja, pa kaj jaz vem, pisateljica, slikarka in tako naprej. Pa vse to je res, ne, ampak v bistvu so to neke moje družbene vloge, ki jih rada izpolnjujem, bom rekla, z veseljem. Je prav, da jih čim bolj odgovorno pač sprovajamo. Ampak na neki točki življenja, to, kar opisujem v teh svojih knjigah, se pa začneš spraševati, kdo sem jaz v resnici. In tam sploh v bistvu ne maram več tega opisovanja, jaz sem sam Tatjana. In tukaj noter sem jaz. Ne? Tako da to so čist neke nove dimenzije, ki te presenetijo, sam si v bistvu malo šokiran nad njimi, ne? Hkrati je pa to ena velika svoboda, ena res velika lepota. Ne? Zdaj, če si pa rekel, kako bi me bližnji opisali, to bi pa mogla v bistvu njih vprašati. Mislim pa, da bi bilo, ja, naša Tatjana je pa ful pridna, pa ful močna, pa sposobna, pa energična, pa tako naprej. In to je vse res. Noben pa nikoli v življenju ni videl, koliko sem jaz v bistvu ranljiva. Bolj, kot si bi človek mislil. Ampak razviješ neke obrambne mehanizme, čist po defaultu, kako se prilagoditi, kako to malo skriti, niti ne, da bi namerno skrival, ampak pač kako preživeti, kako te funkcije vse opravljati. Dokler res ne pride toliko težko, da nimaš več kam pometati. Tako da, ko sem jaz drugo knjigo napisala, se pravi, to je šlo marca ven, sem prvič v življenju naredila tako uradno predstavitev in sem prvič povabila celotno mojo družino. In mi je bilo tako, ko bi, ne vem, kako bi rekla, ko bi prvič v lifeu pokazala samo sebe. Vem, da so bili malo presenečeni, vem, da so bile tematike, ki jih konkretno recimo moji sinovi pri teh letih še ne morejo čisto razumeti. Po eni strani pa mislim, da so bili ponosni name, no? Da se zavedajo, da imam jaz neko poslanstvo, neko čisto drugo dimenzijo. Malo me je skrbelo, koliko se jim bo zdelo čudna, ampak zdaj me ne več. No. Zdaj me ne več. Koliko so pa stari sinovi? 27, 25 pa 18. Okay. Ja, to je. Ja. Ta starejši lih prihaja v ta zrela leta. Tako. Ja. Moja draga vedno reče, da po 25 šele začneš dejansko zoreti in se oblikovati konkretno. Ja, lahko se strinjam, pa če smo izkušnje s fanti. Se mi je zdelo, da tam do pubertete bi bilo mogoče skoraj vseeno, imaš fantke ali imaš punčke, ker kakšni reče, joj, pa škoda, ker nisem imela punčke, je toliko crkljanja, mi smo se toliko precrkljali in to, nobene razlike. Pol pride puberteta, moji 3 so imeli kar težko, kar luštno, so me fajn šolali in si vmes, ko misliš, sem jaz sploh kaj naredil ali nič ne. Zdaj, pri teh letih, pa tako, kot si ti rekel, stojiš pa gledaš in tako, wow, vse so dojeli, vse so si zapomnili, v bistvu so dobesedno malo da ne skopirali zadeve. In si res ponosen, no. Sediš in sam gledaš, tako, wow, odrasli ljudje. Sad tistih par let moraš preživeti. Ja, to me je že ki niso lahke. To me je prav strah, nekaj me čaka. Hkrati je tudi lepo. No. Ti tudi nastavijo ti ogledalo, sam sebe prepoznaš noter. Mislim, to je že od rojstva dalje. Tako. Ja. Ok, mogoče, da te še malo zdaj spoznamo. Okay. Kaj bi ti rekla, da so tvoje zmage v življenju, na katere si najbolj ponosna? A veš, da sem po noč po intuiciji začutila, da me boš to vprašal in sem razmišljala res, kaj je zmaga v življenju. Mogoče bi rekla, da je lahko zmaga že to, da v otroštvu do 7. leta preživiš zlorabo, pa sploh preživiš. Zmaga je to, da kljub tej izkušnji, ki je pri meni bila pač pozabljena travma, ne, potlačena, si ustvariš v bistvu dost luštno, zanimivo življenje, izpolnjeno, se pravi, jaz sem hvaležna, da sem spoznala moža, s katerim smo imela 25 let idiličnega zakona, zdaj seveda mava nekaj preizkušenj, nenormalno, da sem 3-krat mama, lahko ne bi bila, ne? Da bom kmalu babica. In da sem v bistvu sfurala life tako dost uspešno, dost izpolnjena na vseh področjih, z veliko sreče. Hkrati pa celo življenje s temi simptomi, v bistvu jaz živim tako rekoč 50 let v bolj ali manj intenzivni tesnobi,
S tem, da sem šele zdaj spoznala, da drugega sploh poznala nisem, ne, sploh vedela nisem, da je lahko še kaj drugače in da sem te svoje največje preizkušnje, ki res niso bile lahke, nekako v umetnost prelila, se pravi v slikanje, v pisanje in da sem s tem svojim 2 knjigam res ful ljudem pomagala. Tako da, če me kdo vpraša, kaj pa je uspeh tvojih knjig, seveda si vsak pisatelj želi, ne, da bi bile knjige odmevne, da bi se dobro prodajale in tako naprej. Meni je uspeh, ko preberem pismo bralca, izjokam se zraven, res, mislim, posebno moški, meni sta rešila življenje. Jaz sem pač prvič v življenju spregovoril, zdaj me ni več sram, zdaj vidim, da to ni nekaj neobičajenega, da nisem nenormalen. In ker res v svojih knjigah tudi opisujem metode, knjige, tehnike, ki pomagajo, grejo ljudje po teh stopinjah, si pomagajo in se upajo spregovoriti. To se mi zdi zmagano. Tako. Pa ti bolj, kdo več bere tvoje knjige, moške ali ženske? Mislim, itak več ženske berejo, ne, že nasplošno. Zanimivo je to, ker ženske preberejo, potem dajo moškim, ne, daj prosim to preber. Zelo odmevna je bila pa oddaja Zvezdana, Kaplja čez rob, ne, seveda to so pa verjetno gledali tudi pari, ne, in se pravi, mene so se najbolj dotaknile. Na primer, ena gospa me je prav klicala domov in rekla, oprostite, ker vas kar po telefonu kličem, starejši par. Moj mož ima tesnobo že ne vem koliko let, zgubil je vse prijatelje, ful je dober človek, priden, delaven vse. In sem nikoli ni upal spregovoriti, nikoli ni bene stvari naredil, nikoli ni bene knjige prebral, ko je pa vas gledal, je pa rekel, prosim, kup mi to knjigo. In zdaj se je odprl in zdaj dela na sebi. Tako, no, nekaj časa sem celo mislila, posebno za drugo knjigo, da mogoče mlajše ženske, a ne, še niso glih toliko zrele, no, bom rekla, te globoke stvari brati. In mi je ravno Mateja, no, ki mi pomaga marketing delati, sem rekla, joj, Mateja, tako si mlada, pa si mogla že tole prebrati. Ne, je rekla, Tatjana, to je tvoja tržna niša. Ne? Mlade mamice danes smo čist drugačne, kot ste bile vi. Mi nismo imeli teh vsebin. Ko sem se jaz z anksioznostjo srečala, se sploh nisem vedela, kaj to je. Danes se pa govori več o tem. Res je pa, da je še vedno tabu, takrat, ko se tebi to zgodi. Ali pa nekomu z tvoje družine, tvojih bližnjih, a ne. Ja, tako da je rekla, lej, mlade mamice, mi že zdaj to študiramo, gledamo, da imamo totalne krize v medsebojnih odnosih, je čist jasno, se je vsak tretji par po 3 letih ločen, kar potem vpliva na otroke, a ne. Poporodne depresije, tretje, skratka, čisto vsak se najde v tej knjigi, no. Obeh, se mi zdi. Ok, zdaj se odprla veliko. Ja, tematik, vem. Tako da bi mogoče želela podeliti z nami, kje o tej zlorabi? Lahko. Se pravi, kako bi začela? Meni se je zdelo, da imam dosti tako običajno življenje, čeprav vem, danes s tem znanjem, ki ga imam o tesnobi, pa o potlačeni travmi, bi jaz te simptome takoj prepoznala že zdavni, tako pa pač nisi vedel, a ne. In pri 35, ko sem se srečala s kar s hudo tesnobo, sem jaz smatrala, da je to preobremenjenost, ne? Se pravi, 3 majhni otroci po 10 let, sicer krasen mož, ki je pa stalno odsoten, ne, zaradi gradbenega podjetja, dela v firmi, a ne, in se je, ok, sem preobremenjena, se pravi, logično, prišla je tesnoba, a ne, nekako ne zmorem. In pol sem to reševala sama, nobenega s tem nisem obremenjevala, meni je bil prvi pogoj, sam da jaz to nekako saniram, da otroci ne bojo imeli nobenih posledic. In dejansko sploh vedeli niso, da imam jaz kakšne težave. Vedela sta samo moj mož pa moja prijateljica, zelo hvaležna sem za vse, kar sta zame naredila, je pa kristalno bilo jasno, da nista razumela te situacije in sta dostikrat v bistvu nehote, a ne čist narobne stavke, tako kot je pač okolica navajena. Ko sem izdala prvo knjigo, to je bil najbolj srečen obdobje mojega lajfa. Tako se mi je zdelo, wow, zdaj končno vem, kdo sem, nimam več tesnobe, pomagam ljudem, tako res čista sreča. Je prišel pa sprožilec, zdaj ponavadi je lahko to pogosto partner, normalno, ker je najbližje tvoji rani, a ne, kdo ti bo pa prišel do srca drug kot partner, a ne. Pač naredil eno napako, ja, vsak človek ima pravico do napak v življenju, ne jaz, ne on, pa nisva vedela, ob kaj bo trčila.
Jaz še nekako, no, moja intuicija je zelo močna in jaz sem mu dopovedovala, da tukaj je nekaj narobe. In zdaj mi je zanimivo, da ima travmatiziran človek nekako v svoji intuiciji prav neke stavke, ki nekako izbruhnejo ven, pa sploh ne veš, od kje so prišli. In jaz sem mu enkrat rekla, ti nimaš toliko domišljije, da bi vedel, ob kaj bova midva trčila. Pa še nisem vedela, ob kaj. Moji izbruhi so bili kar veliki. Jaz sem vedela, da se bom tretjič sesula in da bo še hujš, kaj je bilo prej, in da tretjič ne bom mogla sama, da bom rabila terapeuta. No, tako da to se je zgodilo. Pol sem se kar kakšno leto, pol leta, malo smilila sama sebi, tako jaz ne morem več, jaz res ne morem več. 2 etape anksioznosti, jaz ne morem več. In sem zbežala še v dodatno delo, še večja napaka. Pa sem pa ugotovila, da rabim terapeuta. Ko sem prišla tja, čisto po intuiciji sem ga zbrala. No, zdaj mi je utrink, na rumenem stolu sem sedela. In sem slutila, zakaj bo šlo. Ker travma da bi danes mi nekdo vprašal, kako pa vem, če imam kakšno travmo. Samo opazuj se, kaj te trigira. Knjigo ber, poročila prežgi, karkoli, katera tematika tebe telesno trigira. In pri meni je bilo to vedno nekaj v zvezi z intimnostjo, z ženskami, z otroci, vse, kar je majčkeno po zlorabi dišalo ali po neki prisili, je meni telo vibriral. No, tako da potem pa 1 leto psihoterapije. Jaz sem tako zelo imela občutek, da razumsko itak vse vem, čustveno sem že zelo veliko predelala, nisem pa vedela, da se travma odpre telesno in da bojo to res zelo hudi in težki procesi. Zgodila se je v predšolski dobi, do 7. leta. Zanimivo je, da mene to ne čutim ne jeze, ne zamere, ker zelo z višjega duhovnega nivoja razumem širino teh stvari. Niso pa enostavne vse telesne posledice, s katerimi živim že cel življenje in tudi zdaj. Knjiga kot taka pa v bistvu govori tudi, lahko rečem, o travmi na splošno. Ni nujno, da je bila glih zloraba, lahko bi bila katera druga. In danes vem, da so to korenine moje tesnobe. Se pravi, danes vem, da anksioznost ne nastane kar z lufta, ampak ima korenine od prej. V to noter pogledati je pa težko, rabiš ful časa, tudi denarja v končni fazi, da hodiš na vse te terapije in s tem se na žalost stroka ne ukvarja. Se pravi, ti dobiš hitri vprašalnik, ki ga rešiš v 5 minutah. Na levi strani so znaki anksioznosti, na desni depresije, kakor se ti dan počutiš, tako obklukaš. Kdo se vas s tabo pogovarja? Nobeden. Ker zato ni čakalne vrste, plačljive stvari, tako. Tako da se mi je zdelo, da če sem izdala prvo knjigo na tematiko tesnobe, da je fair, da izdam tudi drugo, da bralcem, ki jih imam kar nekaj, povem, da če že leta in leta živijo s temi simptomi in ne najdejo nekako sami sebe pa rešitve, je treba pogledati v podzavest. Kar pa boli. Tako da sem bila šokirana. Jaz sem bila šokirana, da kot otrok pač telo naredi obrambni mehanizem, da ti te stvari pozabiš, se pravi, se jih ne spomni. In pol tam v nekih srednjih letih, po 40-50 letu, pa tako z tvojega nezavednega prihajajo v neki spominčki, kar neki, brez čustev. Se pravi, ko bi videl nek film, neke slikce, samega sebe kot otroka, tako da najprej mi je bilo jasno, jaz nisem tesnobna od 35, jaz sem bila že kot otrok, sam noben ni tega prepoznal. In pol tako res, ko bi po enih delčih skrivnostnih kamenčkih do sebe prihajal, da bom pa to odkrila, si pa res nisem mislila. Tako da sem rabila kar njenih 10 terapij. A je to možno? Je, Tatjana, je možno. Vsaka 3. ženska. Nič posebnega nisem po svoje. To je bil nekdo bližnji, družinski? Ja, tako. Zanimivo, se pravi, nimam jeze, nimam zamere,
razumem širšo sliko, razumem družinsko drevo, razumem, kaj se je mojim prednikom zgodilo. V bistvu je še največ kasiral moj mož, ker sem bila tako jezna na njega, ker je bil sprožilc, in sem v bistvu jezo in bes v njega usmerjala. Tako da, so kar preizkušnje. No. Pa si se imela priložnost to osebo tudi soočiti potem? Ne, ker je pokojna. Ja. Če bi se lahko soočila, bi se soočila? Bi se, in tudi Bog ne daj, da bi jaz zdaj to govorila, da nekoga napeljujem, kaj ne v tem primeru naredi. Jaz se ne bi nobenih postopkov in nobenih stvari lotevala, zato ker čisto iz drugega nivoja te stvari razumem. Je pa grozljivo, če pomislim recimo pa zdaj na kakšne, bom rekla ženske, pa tudi moške, ki se pa tega spomnijo, pa so osebe še žive, pa imamo mi tak sistem, da v bistvu zelo težko prideš čez njega. Ker tudi jaz, ki sem te zadeve odkrila, lahko rečem, da te okolica dobesedno ne razume nič. Ti imaš res posttraumatske odzive, hude. Razumem, da ljudje niso opremljeni, da se bi s tem soočali, da jim boš to ob kavi razlagal, da doma znoriš ob nekem sprožilcu. Ampak je pa res žalostno, koliko nič razumevanja je v družbi za to, kako se ljudje odvrnejo od tebe in ti ne verjame, da imaš ti življenjsko ogrožajoč problem. Tako da ostaneš sam, lahko rečem, jaz toliko osamljenega procesa v življenju še nisem čutila, hkrati je pa to edina pot do samega sebe, ker ti se moraš na neki točki umakniti od dobronamernih nasvetov, kaj pa to kompliciraš, pa sej to pa nič tazga ni, pa sej ni moglo biti tako hudo, pa ne vem, pa daj že možu odpusti z tih 20 stavkov, kar je res. Kaj se pa znotraj tebe dogaja, moraš pa probati. Ko se je to dogajalo in se ti imela izbruhe potem tudi na moža, kako se je on odzival na te stvari? Je razumel, da je to zgolj odziv na neko drugo travmo? Na začetku seveda nisva Mislim, jaz sem s svojim znanjem, kar sem v življenju že skozi dala, zelo veliko razumela. Nisem točno vedela, Tatjana, to je potlačena travma, zdaj boš nekam šla in boš odkrila, kaj je bilo, ampak zelo se mi je svitalo. Problem je bil, ker se njemu absolutno ni. Ker če bi se njemu svital, potem bi po mojih hudih prošnjah, če lahko neha s tem početjem, resno vzel, da meni nekaj ni v redu. Tako da jaz danes se z njim pogovarjam. Glih včeraj sva se rekla, če ti partner, s katerim živiš toliko let, reče, mene ta noht ful boli, dajmo ti verjem, da ga ta noht boli. Ker pa ljudje ne razumejo, moj mož sploh ni od tega nič razumel, se jim zdi to tako nemogoče. Pa kako te mora noht boleti? Tako da je bilo zelo težko. In jaz sem naredila eno veliko napako, tako kot delam celo življenje. Jaz sem šparala njega, jaz sem vedela, do kam bom prišla, ampak on nima časa za to, ima prehud delavnik, on ne bo hodil na terapije, da bi se vase obrnil, zakaj pač to počne. Se bom pač še enkrat sesula. Sej, če sem 2-krat zmogla, bom pa še 3. Ampak da pa toliko hudo pa nisem vedela. Danes dela na sebi? Ne še. Mislim pa, da je čas dozorel, da bom mogel začeti. Ker jaz sama ne zmorem več. Enostavno ne morem več. Torej, tebi se ta proces še kar nadaljuje? Zdaj bom tako rekla, čustveno sem v redu, razumsko v redu, imam pa kar nekaj fizičnih bolečin, se pravi telesno, zdaj nihče ne ve, koliko je to fizično od emšo, od lajfa, tako rekoč, drugo pa od posttraumatskih odzivov. In sem zdaj poglobljeno začela delati še bolj s telesom in sem res fascinirana in presenečena, koliko telo vse ve, kakšen inteligenten stroj je to, tako kot bi šla še enkrat telesno čez psihoterapijo. Tako da je proces kar zahteven, čutim izboljšanje in se zavedam, da bo to pač potrebno še nekaj časa in nekako imam občutek, da zna biti v tem še 3. knjiga. Tako da če mi še to uspe, da še zdravje fizično, kakor toliko poštimam, tako se mi zdi, da... drugače pa, da bi eden rekel, ne vem, a je to kdaj čist konc? Dvomim, Koliko let je zdaj, odkar si začela razreševati te stvari? To se pravi, s tesnobo sem se srečala pri 35,
Ko imaš ti 3 majhne otroke, veš, koliko imaš časa se sam s sabo ukvarjati, niti ene knjige nimaš cajta prebrati v 15 letih. Pol, no, kakšnih 8, 7, 8, 10 let, no, kaj tazga se mi zdi, da se pa zdaj pa ukvarjam, no. Ja, tako da recimo, zanimivo mi je bilo vprašanje, jaz sem pri tesnobi sicer poskusila 2 leti pa pol antidepresive, samo zato, da sem lahko zdržala in pač otroke šlihtala. Pomaga to nič, ne, normalno, to je samo neka bergla. In sem čisto samoiniciativno šla do psihiatrinje pri drugi knjigi, ne, se pravi pri zlorabi. Povedala, kaj se je zgodilo, tako da ja, še ona je bila malo presenečena, tako ojoj, ne. In je rekla, škoda gospa, ker to niste že prej ugotovila, predvidevam, da je moja prva knjiga prebrala, ne, češ, da bi vse hkrati reševala. In jaz sem jo v bistvu pogledala, sem rekla, hvala Bogu, da nisem. Hvala Bogu, da nisem, ker zdajle pri teh letih, ko so otroci že majhen bolj odrasli, pa ko imam jaz toliko več izkušenj, psiholoških, no, ali kako bi rekla, iz prakse in teorije, sem čisto bolj zrela za to kot prej. Jaz ne vem, če bi prej to vse skupaj zmogla. Res ne vem, če bi zmogla, no. Zdaj se mi pa zdi tako, da mi life dozira tako po enih takih, zdaj imaš tole, pa imaš tole, pa imaš tole, seveda si utrujena, ne, ampak ok, v redu, no pač. Ker po eni strani ne moreš verjeti, me pa te stvari veselijo pa bogatijo. Jaz, ko to raziskujem, ko sama sebe opazujem, ko kar naprej po enih delavnicah hodim, ko srečujem ljudi podobne meni. V bistvu je meni zanimiv, jaz imam še kar nekaj izzivov, ko začnem pa o tem govoriti, meni se zdaj imam občutek, jaz nimam nobenega problema. Jaz ne vem, nobene travme ni, nobene tesnobe. Sam jaz moram nekaj za ljudi, pa z ljudmi delati in jaz sem cela. Tako. Ok. Ti mogoče nam zdaj malo predstavi sploh, kako se čuti tesnoba, pa kako anksioznost, pa kakšna je tudi med njima razlika, če je, zato da si ljudje sploh znajo predstavljati, ali to danes občutijo, ali niso še tam. V bistvu tesnoba pa anksioznost je enako. Okay. Enako. To je samo drug termin. Se pravi, vsi imamo v sebi kakšne strahove, se zdaj na splošno je družba taka, da se sam en strah seje, ne, se je gotovo katerega koli človeka bi zdaj vprašala, a tenkoli v življenju ni bilo tako zares strah, se to je nemogoče, ne. Ampak to govorimo bolj o nekih realnih strahovih, ne, se pravi, ne vem, strah me je, kako bom podjetje preživel, strah me je, ne vem, kako bo otrok puberteto preživel, realne stvari, ne. Pri tesnobi pa ti razviješ nek strah pred strahom, se pravi, dobiš lahko panični napad, to je občutek popolne nemoči, ne vem, koliko časa traja, ker jaz ga v resnici nisem doživela, sem imela tako generalizirano anksiozno motnjo, ki je lahko trajala tudi po 3 tedne. To te tako izčrpa, ko bi v rudniku kopal, kjer ti popolnoma spremeni fizionomijo telesa, se pravi, ti padeš v kroničen strah, možgani pa ne ločijo med realno pa navidezno nevarnostjo. Zdaj je logično, odkje to izhaja, a ne? Takrat mi ni bilo še. Poveča se srčni utrip, mišice se napnejo, se pravi, ti si kronično zakrčen, logično, da imaš pol tudi več obrab na hrbtenici in tako naprej. Pritisk se ti lahko dvigne, tresavica, mogoče. Jaz sem nekako se navadila s tem živeti, navzven se sploh nekaj dosti videl, je pa zelo veliko energije porabiš, da ti normalno funkcioniraš. Se pravi, jaz sem naredila vse, jaz sem bila BP, ne? Porabila sem pa 5-krat toliko energije, da sem furala life. In ker je to tako zoprno, grozna, tečna izkušnja, no, ne vem, kaj bi človek rekel, se tega bojiš. In pol v bistvu sam sebi lahko to sprožiš, a ne v smislu, sem da ne bom danes spet, sem da me spet to ne napade. In pride proces, ne. In tesnobnih ljudi je danes ogromno, to je tak bazen ljudi, da se ne moreš predstavljati. To so pogosto zelo uspešni, zelo pač ljudje tudi na vodilnih mestih, ni da ni. In ja, z antidepresivi ti samo neki blažiš simptome oziroma tlačeš stvari, dokler se pa ne odpre, a ne, poligon razvraševanja, odkje imam jaz to? Kaj se je meni zgodilo, da jaz to čutim? Tako
Tako da ja, pol se pa mal vase ozreš, no, raziskuješ to svojo zgodovino, podzavest, ki tako upravlja z nami 95% lajfa in si presenečen, kaj vse se tam noter skriva. Tako res, Pandorina skrinjica. Ampak to se mi zdi je edina rešitev. Pride do sebe in prečutiti vse, kar pride ven. Tako da, če danes pogledamo, tesnoba je izredno pogost pojav, nažalost, da je tudi med mladimi. Tako da jaz osebno imam, ne vem, en velik klic, da bi šla mogoče celo po srednjih šolah predavati. Koliko je zdaj samomorov med mladimi, v bistvu sploh težko govorim o tem, ker sem pač v bližnji okolici doživela neke stvari. Med zaposlenimi, med podjetniki, povsod. Travma je pa zelo drugačna. Ko pa potlačena travma izbruhne, na ta proces pa nisem bila pripravljena. Tukaj pa odreagiraš v delčku sekunde, iz plazilskega dela možganov, se pravi, ti si v sekundi ogrožen in izbruhneš. In tako sebe pa nisem poznala. Ne, da bi jaz v bistvu nekaj ob tla vrgla, ne vem, nekaj razbila v stanovanju, to je pa ne naša Tatjana, no. V delčku sekunde. Toliko ogroženega si se počutil in na začetku sploh nisi vedel od česa. Zdaj saj razumem od kje. Zdaj razumem od kje. In tega procesa ne moreš z razumom ustaviti, jaz sem se lahko še toliko trudila, da je Tatjana ne več izbruhen, pa se zdaj živeš, ko bo on nekaj narobe rekel, ne razume tega procesa, ne toliko osebno vzeti. Ampak, ko se je zgodil, to je bila taka nabrana energija, mislim, to je bilo, v bistvu je pa to zdravilno, ti bi mogel to početi. Tako da ena prvih stvari, ki je meni rekel terapevt, Tatjana, prišla ste zadnji čas, z velikim samodestruktivnim vzorcem v sebi, vi boste zbolela, če ne bo šlo to z telesa ven, a znate preklinjati? Znam. No, dejte, prosim. Pejte na barje, preklinjajte, ne vem, zmečte ob tla, ne v moža, če se da, čeprav se bo to dogajalo, ker bo on sprožilc, ne. No, in to mi je bil en tak težek del, no. Jaz sem to znala samo, če me je on razhudil, ker z lufta pa ne. In s tem se še danes ukvarjam. Kako še to iz telesa spravljati. To mi je precej nepodobno meni, no, in tukaj mi je nekaj čisto novega, no. Pa se ti te izbruhi zgodijo bolj v domačem okolju? Izključno, ne samo na sprožilec. Izključno na njegov stavek, naprimer, na začetku je bilo zelo veliko tega, se pravi, meni se je življenje sesulo prav faktorje, ostali tako rekoč na zunaj vse enako, navznoter nič, tako da spomnim se dostikrat pri terapevtu, no, kdo ste zdaj vi, Tatjana? In jaz sem dobila solzne oči, sem rekla, nimam pojma. Edino, kar še v tem lifeu obstaja, vem, da sem mama, ker so vsi trije prišli iz mene, drugega ni nič. Navzven je pa vse isto in tim ben ne verjame. In to je po eni strani grozen proces, po drugi strani je pa to pot v svobodo. Se pravi, ko nisi nič več, si hkrati vse. Si končno ti. Problem je, ker okolica tega ne razume. No, in je bil res težek proces, vidiš, koliko je debela knjiga. Sploh nisem vedela, da je tako debela. Pol ti pa mož reče, mislim, jaz res ne, kaj ti to kompliciraš. Mislim, pa se to... Tako, ja, zdaj se moram pa učiti to na samem predelati, ne. Ma ni to lahko, no. Ni to lahko, no. In v bistvu iskreno povedano bi mi pomagali, če bi šel on takrat parkrat naredil kakšne korake, v smislu, dajte mi res še bolj razložiti, kaj je se zdaj to dogaja. Prednost njegova je, da me želi poslušati, vse terapevtske ure, vse on želi poslušati, jaz mu vse povem, ampak pol tako razume, veš, z 2-letnim zamikom. Tako da zdaj se mi pa zdi, da sem pa na točki, ko sem pa glih rekla, zdaj boš pa pač tudi ti res mogel kakšen korak narediti, ker ne morem več sama, preutrujena sem. Ne morem. Tako. Razmišljamo tudi podobnostim, recimo med vama pa mojim odnosom, ne? Ker tudi včasih rabim nek čas, da razumem tisto, kar je bilo res želeno, da bi povedala, ne? Se ti zdi, da
Zdaj, tako, ja. A se ti zdi pa, da si ti vedno dovolj jasno skomunicirala z njim zadeve, ali bi lahko tudi ti recimo naredila kakšno stvar več, oziroma tudi potem partnerji, torej tisti, ki se počutijo nerazumljene, ali bi lahko boljše razložili svoje stanje? Vedno sta v odnosu dva. Bog nadej, da bi jaz zdaj tukaj neki samo na uno stran daleč od tega. Jaz bom rekla tako, vsi ti procesi, ki jih jaz v knjigi opisujem, jih je res težko razumeti, če jih nisi doživel. Moški še toliko težje, kar je logično, ker smo drugače narejeni. Recimo moja druga knjiga zelo veliko govori o razlikah med moškim in ženskom, o teh krizah v partnerstvih in tako. In mogoče sem jaz celo preveč razlagala, da sem vsakodnevno govorila, kako se počutim, kaj mi je zdaj, ne vem, kako se zdaj tesnobno počutim in tako naprej. In pol na neki točki verjetno to partnerju, to je vsak dan neki, ne moraš se s tem skozi ukvarjati. V resnici mi je pa zelo iskreno na koncu povedal, Tatjana, jaz nikoli nisem nič verjel, ker sem tebe gledal, kako ti deluješ, močno, strokovno, profesionalno, jaz sem mislil, da je to nek tvoj teater. In mene je to zadelo tako, wow, če lastni partner v 10 letih ni dojel, da je tesnoba resen ogrožujoč problem, jaz moram pisati. Jaz moram to deliti s svetom, ne zato, da bi na koga s prstom kazala, ampak zato, da pomagam ljudem to razumeti. Druga stvar je pa, seveda, ko ti eksplodiraš, eksplodiraš iz svoje notranje rane, se pravi iz te ranjene ženskosti. In takrat seveda tudi delaš napake, obnašaš se kot majhna punčka, kot užaljen otrok, pa nič, zdaj pa ne bom več to razlagala, pa tako. Ja, imaš se ogledalo za pogled. Tako da partnerstvo je ogledalo drug drugemu. In pol prideš do točke ženske užaljenosti, pa moškega, ne bom rekla glih agresije, ampak tega nerazumevanja. In pri toliko težkih zadevah jaz mislim, da na neki točki rabiš strokovno pomoč. Ki se jo pa moški neverjetno otepajo. Tako, kada je to, ne vem kva, smrtna obsodba. Pa sploh ni, ne. Včasih so moški zahajali v gostilno, in je bilo to za njihovo terapijo strokovna. Tako. Zdaj moški, mislim, da mladi tega več ne počnejo. Je pa na drugi strani potem manjka, da dajo nekje ven. Tako da se mi zdi, da z mladimi je to, predvsem pri moških, da je to problem, da nimamo kje dati ven. Ker doma ne moreš dati, zares, ker moraš biti stebr, moraš biti stabilen, tako, absolutno, in to ni lahka stvar. Na drugi strani pa se mi zdi, da se res manj družimo, moški med sabo. Jaz o tem zelo veliko pišem v drugi knjigi. Smo si različni. Ženske imamo večjo intuicijo, večjo globino, mi tako, kot da bi videli cel gozd. Nam so hitre stvari zelo daljnosežno jasne. Moški normalno je po svoji fizionomiji narejen, on mora reševati probleme. To se pravi, da povej zdaj, a to drevo posekam, a avto prema, kaj zdaj naredim. In to je logično, to tako je. Pol, če gledam, kje so se pa moški, sploh te naše generacije, vi ste zdaj že malo drugačni, kje so se pa oni učili zdravega čustvovanja, nekega res toplega odnosa med moškim pa žensko. Prejšnji rodovi, kaj se to so bile same traumatizirane familije, moški so cele dneve delali, da so nam zgradili ta svet, da imamo mi danes v bistvu polno rit vsega. In ni bilo v njih zgledov, potem vzgajale so jih ženske, se pravi mame, ki so že imele zamere do svojih moških, vzgojiteljice, učiteljice, ravno tako. In vse fantov se ni učila, pokaž čustva, povej, kaj ti je. In tega se oni v bistvu zelo bojijo. Jaz vidim, moj mož, čudovit človek, res, mislim, delaven, priden. Vem pa, da ima v glavi prepričanje, če se bo o tem pogovarjal, da se bo zlomil in potem ne bo mogel skrbeti za družino. In to sem jaz vedno razumela in spoštovala. Sam zdaj pa se mi zdi, da prihajamo do točke, ko pa medsebojni odnosi ne bojo več špilali na tak način. In sem ful vesela, ko hodim po delavnicah, predavanjih, raznih stvareh, ko že hodijo mlajši v paru. To se mi zdi pa wow. Se pravi, zdaj sta začela že preventivno, ali pa že imata rahle težave, in ker oba delata, je to večja možnost, da pač nekam prideta. Absolutno pa se pravi, nemogoče je pa pričakovati, da bo mož vse razumel, da bo mislim, da bo pač, ne vem, moj psihoterapeut, ne more biti, ni opremljen za to.
Torej, ti, ko si razumela, da rabiš pomoč, si šla najprej na psihiatrijo? Ne, v bistvu jaz sem tesnobo čisto sama reševala. Takrat se sploh nič ni bilo na voljo, tako da sem bila ful ponosna, ko sem to rešila. Kaj pa travma usekala, sem pa najprej hotela malo zbežati, no, tako kot sem rekla, v še eno delo in tako, ampak seveda, ker je bil doma vsake 3 tedne pri možu sprožilc in je mene fliknil ven, ne morem, jaz pač nekam moram iti. In pol hvala Bogu za mojo intuicijo. Jaz imam navado, da kadarkoli mi kakšen človek da kakšen tak fajn kontakt, ne, in se prav spomnim ene gospe. Je rekla, veš, Tatjana, če pa kdaj psihoterapeuta rabila, imam pa enega ful dobrega, tako ful je poseben, veš, na zelo visokem duhovnem nivoju. In sem se zapomnila, kako mi ga je opisala. Je rekla, veš, to je pa človek, ki te bo zbezal čez vsake luknje. Nikamor se ne boš mogla skriti. In jaz sem si to v telefon dala kontakt. In ko sem scrollala, ko sem iskala v bistvu, kam bi midva najprej z možem šla skupaj, ampak pol on seveda ni, pač tega koraka ni zmogel. Jaz tako zagledam ta ime, priimek in tako, sem grem pa jaz. In nisem vedela, nekdo je, nekaj je, niti interneta nisem pogledala, ker sem vedela, da ga je moja intuicija zbrala. In ko sem se jaz tja usedla, strah me je bilo, roke so se mi tresle, mislim, cel telo se mi je tresel. Ampak, ko sva midva začela govoriti, sem se jaz tako usedla nazaj in se rekla, moj Bog, na tem svetu je en človek, ki razume vse moje dimenzije. Aleluja. Mi je pa jasno povedal, da bo težko, da to je proces, ki ni za drekače, da bo trajal in da bo ego razpadel do konca. Prav, če ste pripravljena svoj ego zagrabiti in ga kele ven postaviti, ker nič več ne boste, kar ste v življenju bila, pol hodite k meni. Če ne. Zanimivo je tudi to, da sem izključno hotela moške terapevte, da ne bi slučajno kakšna ženska mi dajala potuhe, ne v smislu, taki so moški, ne, tako. To, no. Zanimivo, pogovarjati sva se mogla seveda totalno intimne stvari, ampak mi je kar šlo, no. Se zavedam, da vse ženske ne zmorejo tega z moškimi terapevti. Zdaj imam pa občutek, ko pa na telesni ravni delam, da pa rabim žensko podporo pa energijo. Da imam pa feeling, da na telesni ravni je pa ženska čist nekaj drugega, tako čist drugačno. Čist širše razumevanje. Ženska. Torej, če si takrat začela na psihoterapiji, kaj pa zdaj počneš, ko si imela različne delavnice predavanja? Zdaj bom tako rekla, jaz skozi nekaj berem, skozi nekaj raziskujem, skozi se učim nekih metod. V bistvu jaz imam že toliko enih licenc pa vsega narejenega, ampak iščem zase, hkrati to opisujem v knjigah, ne vem, mogoče bom na kakšne načine še lahko pomagala ljudem, pa fizično, se pravi IQ metodo za sproščanje kronično napetih mišic, take stvari, no, tako. Pa malo se sprašujem, kje je zdaj ta moja pot naprej, a ne, ker vem, da kadar delam te stvari, ki jih danes govoriva, se jaz v bistvu zdravim, hkrati pa pomagam drugim ljudem. Ne, tako da bom videla, kam bo šla ta pot, no. Zakaj misliš, da ne bi že zdaj recimo mogla začeti pomagati? To se sedim vsak dan in se sprašujem, pa dobro, pa kaj te ovira, Tatjana? Nek notranji strah, da še zmer nisem zadosti dobra, da še zmer ne vem vsega. In takrat v bistvu odprem to lastno knjigo, in slišim terapeuta. Tatjana, poskušajte me slišati. Ne čaka, da boste 100%, ker navta nikoli, ker ni nobeden. Ne? Ker ljudje danes ne rabijo več nekih narejenih avtoritet, ki so blazno pametni, ki vse vejo, ampak ljudi z lastno izkušnjo. In jaz mislim, da me bogatijo 2 stvari. Totalna empatija do ljudi, se pravi, ker si ti sam to probal. Toliko čutiš človeka na drugi strani, meni začne telo vibrirati, ko dobim tazga človeka, prav telo mi vibrira, pa resnico poznate, se pravi širšo duhovno dimenzijo. Ne? Not je pa še nek strah, da kaj pa, če bom kaj narobe naredila, kaj pa, če bom kaj narobe rekla, pa se mi pa terapeut smeju, kaj pa do zdaj delate, Tatjana? Nič, zastonj delim na svete, kdor ima 5 minut cajta, me vpraša. Tako da se zavedam, da nekaj v tej smeri moram jaz začeti delati. Mogoče najprej zdaj bolj za ljudi, če bo pa dano pa še z ljudmi. No. Ker
Če orang premislim, kaj si taki ljudje želimo, čist nič drugega, kot sam biti sprejeti taki, ki smo. Se pravi, da te nekdo ne gleda, da si mal čuden, da je s tabo nekaj narobe, da si poseben, da kompliciraš, ampak da ti dobiš sogovornika, ki točno ve, kako se počutiš, brez da mi sploh opisuje, kako se počutijo. Se mi zdi, da čez učke razberem človeka, ki je, pa kaj mu je. In on rab samo pogovarjati se z nekom, nekje to vendati, nekje se čutiti sprejetega, no, ne vem, na tak način gledam na to, no. Ok. Omenila si prej tudi antidepresive. Kaj so antidepresivi, kako delujejo, pa pri čem so ti pomagali in zakaj si potem nehala? Tako, kot sem rekla, pri 35, ko sem se s to tesnobo soočila, ne, je bilo hudo, pač je bilo težko funkcionirati. In jaz sem bila vedno tako nekako odgovorna, ne, se pravi, najprej je javno zdravstvo, vse to klasično, pol so pa kakšne alternative. Ne. In normalno, ko greš ti pač k psihiatru, ne, ja, itak so tablete. Ne. Zdaj, jaz v prvi knjigi to zelo iskreno opisujem. Se pravi, jaz nikoli ne pametujem, pa ne solim pameti ljudem, kaj morajo narediti. Ker vsak je v danem trenutku v točno določeni situaciji. Ti si lahko drugačni, ker je najino življenje drugačno. In takrat se mi je zdelo, jaz nekaj rabim, da bom zdržala, da bom 3 otroke spravila do kruha. Jasno mi je pa bilo, da se bom zelo težko za to odločila, ker je to neka kemija, ki vpliva pač na moje občutke, na moje možgane, ampak če bo treba, ok, bom tudi to. In sem imela tako občutek, 1 mesec traja, da primejo, kot da si se mečken dvignil nad svoj problem, mečken lažje zdržal. Nisem imela neke zelo slabe izkušnje, razen, no, mislim, lahko je že to slaba izkušnja, pač, da ne čutiš v celoti, a ne, vseh čustev, konkretno v intimnosti na orgazem lahko pozabiš, a ne, mislim se, ne, da mi je bila to takrat prva briga, ne, ampak tako. Pa skozi nek občutek, jaz bi se enkrat rada tega rešila, jaz ne bi to na dolgi rok, no. Danes vemo veliko več, kot smo vedeli takrat, a ne, nam so zelo govorili, da na to se ne navadiš, to ni nič hudega, to ni nič tazga, tako kot recimo ljudje, ki imajo sladkorno, a ne, morajo konstantno pač te svoje dodatke imeti, tukaj pa pač to ne, žal ni čistko. Ko s tem prenehaš, ni bilo čist lahko, ampak pri meni je še kar šlo. Nekateri ljudje imajo pa hude utegnitvene simptome in jaz v knjigi sem si dovolila marsikoga tudi navajati, a ne, tudi sodobne psihoterapevte, ki imajo malo več širine. Danes so to hostije sodobnega časa. Danes ti dobiš antidepresiv, ampak res za vsak drek, po domač povedano. Čist preširoka uporaba, čist preveč laična uporaba in danes, ko se zelo kregajo med sabi psihiatri, psihoterapeuti, klinični psihologi, kaj svem, kjer je vse profesije, kdo bi lahko kaj delal, ne? Sem zanj zasledila na Facebooku, ne vem, je bil z društva za pacientove pravice. Jaz se, kdo pa predpiše največ antidepresivov? Osebni zdravniki. Wow, a so oni za to kompetentni? Če mene vprašaš, ne. Tako da, hvala Bogu, da določene tablete obstajajo za zelo hude primere. Povprečni ljudje, 80% ljudi, ki pa so ali pa smo kdaj bili na antidepresivih, je pa rešitev to, kar sklenot opisujem. Se pravi, ti rabiš pogovor, ti rabiš nekoga, ki se bo s tabo ukvarjal, ki ti bo prostor držal, da boš ti sebe izrazil. Socialna mreža je neverjetno pomembna, žal pade. Pri tesnobi ni, pri travmi je padla. Ne, zelo boleče izgube sem doživela v življenju. Tako da, kaj ne rečem, če res ne gre drugače, seveda, absolutno je boljši antidepresiv, kot samomor. Ampak na dolgi rok to ne reši nič. Ne, ti se moraš na neki točki obrniti vase, ali način življenja spremeniti, ali ne vem, no, se pravi, velik razpon opisujem noter, no, teh stvari. Ja, tako da jaz mislim, da je preširoka uporaba, prelaična uporaba. Zdaj pa, če pa se zavedamo, a ne, da travma kot taka obstaja v bistvu tako rekoč v vsakem človeku, a ne, sam večinoma so majhne travmice, eni smo imeli pa malo večje, a ne.
Če pogledamo, zakaj je danes, recimo, jaz tako rečem, no, v Sloveniji imamo res tako lepo življenje, no, tako lepo naravo, ne bi rada izpadla neki pesimistična, pa tako ne. Mislim, mi sploh ne vemo, kje živimo, pa kaj imamo, no, tako res v raju na zemlji. Ampak, če mi pogledamo našo družbo, ne, mi živimo v navidezni normalnosti, tako kot Gabor Matej govori. Vsak 8. Slovenec je depresiven. 70% ljudi sovraži svojo službo. Koliko imamo mi samomorov? To je katastrofa. Mi ne govorimo, koliko samomorov je med mladimi. Po alkoholu, to je nacionalni šport. Kaj je alkohol? Ja, pozabljanje travme. Zakaj ljudje pijejo? Ja, zato, da pozabijo bolečino, ker preveč boli. Šokiral me je podatek na javni televiziji, da smo mi, jaz moram prav usesti in to, a sem to prav slišala, da smo mi prvi v Evropi po porabi mamil. Prvi v Evropi. Tesnobe, depresije, mislim, kaj ne rečem, odtojeni smo od narave, od sebe, od bližnjih, premalo je pogovorov. A veš, koliko pomaga en čist navaden pogovor, da se, ne vem, dva srečata, ki imata neke težave in o tem govorita. Tako da to je vse tlačenje travme. To je vse tlačenje travme, ne. In to je lažje narediti, a ne, kot pa, ja, hoditi na terapije, se poglabljati vase, sedeti v tišini pa razmišljati o sebi, ne. Mislim, tako, no. Ja, je pa to za mene po moja edina rešitev, no. Tako. Ti si omenila prej, da ste bolj kot ne vedela samo dve osebi za te stvari. Kdaj pa je širša okolica zvedla? Šele pri knjigi. Ja, šele pri knjigi. Okay. Kako so reagirali? Kaj se je zgodilo? A veš, da mi je ful zanimivo, jaz, ko sem se s to tesnobo srečevala in ja, pač tipala v temi, kam naj se še obrnem, pa kako ne ta strah premagam. Jaz sem doživela en tak klic svoje duše, da to je nezemeljsko. Jaz sem sedela v eni cerkvi in sem tako, o Bog, jaz ne moram več. Res tako, da a me reše že te tesnove, jaz res ne moram več. In je iz moje intuicije prišel en stavek, jaz bom o tem napisala knjigo. In jaz sem se tako, pa kdo je to rekel? Kdo je to rekel? A jaz sem to rekla. In v bistvu ta klic nikoli ni šel iz mene. Ampak to se je meni zdelo tako čuden, pa tako neki, ne vem, jaz prihajam z tazga obrtniškega okolja, kjer neke te stvari, mislim, kaj češ to govoriti, ne, treba je delati, pa biti prizemljen, ne. In ko sem jaz začela pisati, sploh nisem kaj dosti z družino delila, veste, jaz pa knjigo pišem, zdaj pa tako, pač to je šlo kar tako mimo. Tudi, ko sem imela kakšne predstavitve, ko sem govorila kje o tem, ne, so ljudje v bistvu jokali v dvorani, toliko se jih je dotaknili. Jaz pa nikoli nisem svojih bližnjih povabila. Pa ne, da ne bi hoteli priti, ampak kada je to en del malo čuden moj, ki ga moram jaz na nek način malo skriti, ne. Ja, pri drugi knjigi je bilo pa drugače, ne. Sem se mogla pa usesti in res mi je bilo težko svoje fante, pa naše ta mlade zbrati, povedati, kaj se je zgodilo, seveda, da je bil še mož po nesreči sprožilec, in da jaz imam namen o tem knjigo napisati. In takrat sem jih vprašala otroke, predvsem, a ste vi imeli kakšne težave zaradi prve moje knjige? Nobenih mami sploh nič, ne. A imate kakšne zavore, da gre to ven? In so razumeli, koliko to mene kliče, koliko velik del mene je to, no. Tako da sem nekako, nam rekla, glih dobila dovoljenje, no, ker iskreno povedano, pa jaz v življenju od nobenega več ne rabim nobenega dovoljenja, izključno se mi je zdelo od mojega najmlajšega sina, no, ki je zdaj že polnoleten in je neverjetno čustveno inteligenten fant in se na nekih nivojih tako čutiva, da ja, res mi ni vseeno, a ne, pač kako zdaj to se v javnosti predstavlja, ali kakorkoli, da bi on imel kakšne posledice, hkrati imam pa občutek, da so na nek način ponosni name, no. Tako bom rekla, nič ni bilo kaj groznega v okolici, nikjer in nikoli, niti ene negativne izkušnje, ti si sam tist, ki to predvidevaš, pa misliš, da te bojo čuden gledali, ne. Se pravi, itak si zmer sam sebi največji problem. Tako. Ja, se je zaradi takšnih prepričanj, marsikdo ne naredi marsičesa, Ja, kar bi lahko, ne. tako je.
Kaj pa bi rekla, da se v življenju da rešiti v celoti tesnobe in predelati travme, ali se moramo enostavno naučiti živeti z tem, in spuščati, kaj po tvojem mnenju? Ja, o tem ful razmišljam, kar sebe gledam, ne. Zdaj, meni je pred nekaj leti uspel tesnobo rešiti. Se pravi, sem bila okej. Nisem vedela, da je spodaj potlačena travma, zdaj je to še toliko večji izziv. Jaz mislim, da se da zelo veliko. Prepričana sem, da so ljudje, ki jim lahko to res v celoti uspe. Na nek način se pa mogoče poskušam sprijazniti, da z nekimi delnimi simptomi boš pa pač živel, ne vem. Pa mogoče, da pol na neki točki to niti ni več simptom, ampak to si ti. Recimo, jaz nisem do zdaj vedela, da obstaja kategorija visoko empatičnih ljudi, se pravi, to smo ljudje, ki čutimo 10-krat več kot vsi ostali. V plus in v minus. S tem je v bistvu na neki točki težko živeti, ne? Ker pač ti to globok in visok čutiš, da to so res turbulence. Po eni strani pa ne bi dala tega nazaj. Ne? In pač, a je to simptom? Ne, to sem jaz. In zaradi tega lahko pomagam drugim ljudem, zaradi tega druge ljudi toliko bolj razumem. Ne vem, no. Je pa sigurno, no, se pravi, odvisno, a veš, ljudje so ful v različnih življenjskih situacijah, a ne. Dva imata lahko čisto enako zadevo. Pa ma ne vem, eden službo, ki dela 12 ur na dan, nima denarja niti za eno terapijo. Mislim, tako različne so te stvari. Nima nobenega suporta v okolici. Ali pa nekdo, ki ne vem, živi v okolici, ki jim je to čisto nekaj normalnega, da se o teh stvareh pogovarjaš, da to razrešuješ, da grejo kam s tabo. Tako, no. Tako da jaz imam občutek, da navdihujem ljudi s tem, da se je treba pač samo premikati, kakorkoli se že premikaš, pa kamorkoli se že premikaš, pa biti sočuten do sebe, da to so dolgotrajni procesi, sploh travma, tukaj ni nobene instant rešitve, ne, je ni. In da se ne obsojaš, koliko si počasen. Jaz sem neštetokrat pri terapevtu, a nisem jaz počasna, a ne gre meni tole ful počas. Tatjana, vi imate firmo, vi imate 7-člansko družino, vi knjigo pišete, vi hodite na terapije, jaz se ne morete več kot toliko. Tako, no. 7-članska pomeni? Ja, še 2 mlade so bile takrat. Ja, okej. Ja, tako. Kaj pa, se pravi, pri vsej tej poti do zdaj, si hotela kdaj odnehati, dobesedno? Si kdaj hotela špuščati kukruzo? Ja, razumem, kaj sprašuješ. Zelo iskreno povedano. In pri tesnobi, in pri travmi so bili občutki tako močni. Jaz nikoli nisem imela prav samomorilnih misli, ali pa da bi karkoli o tem razmišljala pa napeljevala. Prvi razlog je vedno in vedno bo moj otroci. Jaz imam otroke, Tatjana, jaz imam otroke. Neštetokrat je bilo pa v milisekundi tisti notranji občutek, tako, ko pride ta val, ne, ki ga ne more razumeti človek, ki ga ni doživel. Če bi zdaj umrla, bi bilo tega konc. A jaz sam ne morem umreti. Ne morem, ker imam tukaj še veliko za početi. Ja, neštetokrat. Tako, mogoče bi bilo lahko tega konc. Tako da jaz kristalno razumem, zakaj ljudje obupajo, zakaj naredijo določene stvari. In če verjameš ali pa ne, moja knjiga je rešila nekaj življenj. Meni so se prišli ljudje osebno domov zahvaliti. Brez vaše knjige mene več ne bi bilo. Mislim, to so stvari, ki jokaš zraven. In zato želim biti ambasador teh ljudi. A ne? Jaz danes lahko rečem tesnobčki, depresivčki, traumatizirančki. To so najboljši ljudje. To so ljudje, ki še čutijo. To so ljudje, ki so sposobni neverjetnih dimenzij, ustvarjalnosti, umetnosti. Se danes, če gledamo, kdo premika svet. Traumatizirani ljudje. Ne? Ampak razumevanje je pa res malo. No. Tako da ja, občutkov je bilo ogromno. Vedno je prišla pa tista volja iz, ne vem, kje iz ta zadnjega prsta na nogi, jaz imam otroke. Tako. Ja. Ne, ni bilo lahko, ni lahko.
Ti si se drugače zavestno odločila, da želiš imeti 3 otroke? Ja, zavestno. Jaz imam ful rada otroke. Meni je bilo materinstvo nekaj najlepšega v življenju. Ker sva prvega otroka dobila, sem toliko uživala, da sem si izračunala, kdaj spet lahko začneva, da bo 2 let razlike in sva samo 5 dni svalila. Wow. Tako noro. Skozi sem si želela najmanj 3. In pol sem tako, če bi jih imela do 35, no, in pol, ko sem bila stala 34, sem se tako z možem usedla, no, kaj bova zdaj, ne? In je zelo pošteno in korektno, prav, jaz bom itak vesel. Veš pa, da bo spet vse na tebi, če imaš pogum, ne, in tu je ratal ta prvi mesec. Ne, jaz, če bi fizično bila sposobna jih donositi, ker pol sem imela prolaps maternice in te stvari in pač ni šlo več, pa če bi prej začela, jaz bi imela 5-6 otrok. Ampak seveda potem absolutno ne zraven firme pa vsega tega, ker to je pa naporno. To je pa naporno, drugače pa res imam rada otroke. Bog ne daj, da bi se človek zdaj kaj vtikal v kakšne sodobne ljudi, ki pač ne želijo več, ali se pa bojijo imeti otroke. Bog ne daj, vsak ne jih ima tist, ki jih ima rad, ampak jaz vsakmu polagam, da to je nekaj najlepšega. To, kar ti otroci dajo, ne nobena kariera, nobena zadeva. Tudi puberteto sem prej omenila. Ja, je hudo, sem imela noči, ki sem prejokala, a se bo to išlo, a se nav išlo, ne. Ampak mislim, res lepo, no. Res lepo. Zdaj pa čakam, da bom babica, ne. Bom pa tako z velikim veseljem gledala svojega lastnega otroka, kako bo očka, no. To mi je tako, wow. Res. Tako da ne, to ne bi. Če sem kaj na tej zemlji, mislim, na tej zemeljski izkušnji so za mene te 3 moje fantje. No. Lahko bi pa povedala še to, da dobro, to so zdaj zelo take mistične stvari. Prvi otrok pa pač ni uspel, ne, je bil spontani splav, z vidika zdravnikov prazna nosečnost, jaz sem pa točno vedela, da bi bila punčka. In ko sem prišla do terapevta, me je sam pogledal, saj veste, da bi imela 4 otroke, ja, vem. Veste, da bi bila punčka, vem. No, z duhovnega nivoja ste se z dušnega nivoja odločila, da punčke pa ne boste spravljala na svet, ker punčka biti je pa pretežko. In jaz takrat še nisem vedela, zakaj. Tako. Ja. Mislim, noro. Kako ti je bilo to sprejeti? Jaz sprejemam vse ne z lahkoto, no. Mene razumsko, mene ne moreš nič več presenetiti, šokirati karkoli. So mi pa tako solze tekle, ja, prav se vem, da jo še vedno je pestvate na levi strani. Ampak ne delam z tega neke drame v smislu, jaz sem sam hvaležna, da imam 3 zdrave otroke, ker tako kot mi je povedal terapeut, če se bi zloraba zgodila par let kasneje, bi lahko ostala brez vsega. Brez partnerstva, brez otrok, brez vsega. Tako da jaz se lahko samo zahvaljujem vsak dan, da se je šlo tako, kot se je. Prej si mi pomenila vseeno, da 3. porod je pustil ene posledice, ne? Ja, 3. porod je bil pa za mene, oziroma sploh nosečnost, izredno velik otrok, čez rok, prolaps maternice, mislim, tako fulenih posledic. Po eni strani so pa to tudi kar logične stvari, ker tako kot mi je rekel terapeut, čisto vse ženske, ki po zlorabi hodijo k meni, imajo konstantno skozi neke ginekološke težave. Ja, tako da to je moj center, klenoti, vsi ti občutki, vse to, kaj se vem, kako bi to rekla, no, in tega me je bilo vedno ful strah. In pol je razumljivo, ne, da zdaj, ko se jaz povezujem s svojim telesom, ko moram to prečutiti in te vaje delati, ja, ni da ni, je strah, je jok, je taka ena zdravilna žalost, mislim, ni da ni te občutki, ne. Ja, tako, to je veliko več dela, kot antidepresivi. Ne. Prej si omenila, večkrat si omenila, da rada bereš veliko knjig. A je kakšna takšna, ki bi jo res priporočila nekomu, ki se ta trenutek sooča s tesnobo, poleg svojih 2? Ja, se kot reč moje. Ja. Mislim, moje definitivno, pa ne zato zdaj, da bi delala neko reklamo, ampak zato, ker jaz tako empatično nagovarjam bralca, da se on noter najde. Potem recimo, kaj jaz celo naredim, Zvezdana je rekla, prav Tatjana, ti si tako še skoraj za lenuhe knjigo napisala, ne? Vse tiste knjige, ki so te pomagale, jaz imam prav izsledke noter, ne? Se pravi, da ti sploh ni treba cele druge knjige prebrati, drugače pa, kar se travme tiče. Ja, je meni Gabor Mate. Tako, wow. Zanimivo pri teh mojih procesih mi je to, da jaz najprej doživim
pol pa nekako skužim, zakaj se to gre, pa dobim pa ta pravo knjigo pod roke, kjer točno to opisujejo. In jaz, ko to berem, jaz tako včasih se zelo tam, to imam jaz, ne? In zato pol to navajam noter, da sama sebi dajem neko potrditev, pa še bralcu. No? Tako da ja, pri travmi Gabor Mate, pri tesnobi sem pa zdaj že tako, ne bom rekla, glih malo pozabila, ampak neke res tako pametne knjige, da bi res ful iskreno povedala točno, kaj je tesnoba, jaz nisem zasledila. Zato je v bistvu med psihoterapeuti moja prva knjiga priznana med 5 najboljših knjig za tesnobo, tega so 3 v angleščini, zdaj ne in točno, kjer so ostale, ker je nekdo prvič opisal konkretno, kako se to čuti, no? Kako se s tem soočaš. Drugač pa kaj svem pri tesnobi, neke oblike čuječnosti, take stvari. No? Mislim, tle se mi je zdelo, da je ful primernih knjig, pri travmi, ja, ali pa ko telo reče, ne, a ne take. Oziroma tako, kar je bilo pametnega in not navedeno, no, tako, pa že malo pozabim naslove. To potem res meni, da je treba vzeti knjigo v roke. No tako. Jaz sem jo začel, enostavno ni bilo časa. Itak, kar res lahko priznam je to, da je ta knjiga, res se vidi, da si opisala ti in da nisi potem dodala tiste strokovnosti notri, ki jo ima večina knjig, ki gre skozi vse roke, potem še tistega pač preverbe, pa vsega skupaj. Ne? To ne pomeni, da so notri napake, ampak enostavno je jezik zelo domač, preprost je. In to mi je bilo res zanimivo, da se bere, kot da bi se zdaj tukaj pogovarjala v bistvu na nek način. Jaz, ko sem ta klic po knjigah doživela, ne da bi to razumsko, ampak jaz sem takoj šla po intuiciji. Torej, jaz bom napisala knjigo iskreno, brez olepšavanja, brez da se bom zdaj nekaj delala, kaj vse sem jaz sposobna, pa kaj vse sem premagala, glih zato, da jaz dobim bralca v svoje občutke. Se pravi, on se na mene, ta neka resonanca se zgodi. Pol ga pa poskušam, seveda moram nekako opisati simptome tesnobe in travme, ki niso najlažji za brati. To ni knjiga, kako sem šla na Mount Everest, ne? Ampak skozi čez neko empatijo in čez neko dvigovanje. Se pravi, da se ti dvigneš pol nad te stvari, dejansko tudi v duhovne dimenzije popeljem bralca, sam bolj po drugi del knjige, a ne? Da je v bistvu iz nekega tunela ga povlečeš v svetlobo, ne? Potem pa v drugem delu navajam pa tudi knjige, ja, ki strokovno te zadeve opisujejo, tako da ja, to je na meji strokovne knjige, no bi lahko rekel. Nisem pa želela samo, tako kot večina naredi, unih pametnih, modrih misli, samo to, a ne, takole moraš živeti, pa takole, pa to takole, pa takole. Iz čist preprostega razloga, ko si ti res v dreku, tebi ti misli nič ne pomagajo. Ti to bereš in si še bolj v dreku. Aha, vsi to znajo, vsi so sposobni, sam meni ne rata, z mano je nekaj narobe. In zato jaz jasno in glasno povem, koliko časa sem rabila, kakšna čustva so bila, koliko sem bila lahko počasna, ne vem kaj, ampak skozi neko upanje, muvej, neki ukren, ne se bati teh stvari in to je to, no, in s tem se mi zdi, da premikaš človeka, no, tako. A si se s svojimi sinovi že kaj pogovarjala, če oni kdaj občutijo takšne stvari? Iskreno povedano ne. Naši mladini ni preveč enostavno. Imajo polno rit, imajo dobrin v bistvu dovolj, nimajo pa tistega, kar bi v resnici rabili. In se mi zdi, da sem kar velik zagovornik mladih. Ja, kaj jim pa to je, se kakšni pa so, ne? Jaz pa pravim, v kakšen svet smo jih pa vrgli, kakšni smo pa mi? A mi odrasli rešujemo svoje travme ali jih tlačimo z vsem tem, kar sem prej povedala. In tako, kot sem rekla, danes imamo mi družbena omrežja, ker smo vsi tako lepi, idilični, zdravi, mislim, res tako wow, ampak s temi istimi ljudmi se jaz srečujem na 4 oči in je vse podrto. Ne? Tako da tudi jaz nočem v javnosti vzbujati niti slučajno enega jaz sem pa tako močna, jaz sem pa čisto vse premagala, jaz sem pa vsak dan BP deleč od tega. Sam nisem obupala, pišem o tem, probam pomagati ljudem in še vedno naprej delam na sebi, raziskujem, kamarkoli me bo že ta pot poslala. Tako da ja,
koliko mora biti to težko, imeti tesnobo, že kot odrasel je bilo ful težko, koliko težko mora biti to, ko si ti še mlad, pa nisi zgrajena osebnost. In jaz včasih, ko sem kaj spregovorila o tem na kakšnih dogodkih, so do mene celo učiteljice prišle ali pa ravnateljice, če bi prišla kaj v šolo povedati, da imajo take probleme, da je čisto v vsakem razredu en dijak, ki ima tako hude panične napade, da hodi na hodnik, ker ne more testa pisati. Tako, in ne gre, kakšna je ta mladina. Ne, v kakšen svet smo jih mi dali. In tukaj se mi zdi v prvi vrsti tudi pametni telefoni. Zdaj, če govorimo lahko tudi iskreno o spolnosti, se kaj pa je vse danes dostopno? Koliko je zdravega od tega? Se je težko ostati, pa te igrice, pa vse to, se je težko ostati čist priseben. Pa kakšne zglede mi dajemo odrasli? Kakšna je družba? A je še kje kakšna inštanca, ki mi lahko verjamemo, ki je res moralno neoporečna? Pržgeš dnevnik, se sama travma? Tako, In pomagamo si lahko edin med sabo, od spodaj. Mi od vrha nimamo več kaj pričakati. Tako da jaz imam rada mladino. Kaj pa misliš, da mladini manjka danes, ker si omenila, da imajo vse, nimajo pa nečesa? Kaj bi to rekel, da je tisto, kar najbolj pogrešajo? Starši, ki bi imeli čas za njih, starši, ki se bi znali pogovarjati, zdrave vsebine, šola bi mogla absolutno iti s časom naprej. Mislim, da so ostali v 19. stoletju. Danes so rojevajo otroci, ki so bistveno bolj čustveno inteligentni, kot smo bili mi. Jaz ne vem, če jih res zanima, katerega leta je bil Prešeren rojen, pa mislim, treba bi bilo iti s časom naprej. Neka morala, neke vrednote, druženje. Sam pogled, kako je bilo med korono. Da bi lažje izrazili sebe, da bi odrasli videli njih kot celoto. Ne samo šolske ocene, ampak njih kot celoto, kot vse potenciale, kot vse posebnosti. In če jaz iz sebe izhajam, res bi šla rada po šolah. Jaz sem bila una totalno pridna punčka, ne same petke. Kam je pa to pripeljalo? In jaz, ko danes gledam, take punčke, mi je stvar jasna, kam to gre. In se mi zdi, da šola ali pa starši ali kakorkoli ne vidimo, da tam, kjer je otrok najbolj ranljiv, pa v bistvu najslabši, ima največje potenciale. Sam v to not ga je treba nekako upeljati. Pol se mi pa zdi, da otroci so brihtni. Bolj ustrasli včasih. In jaz ne vem, kako se oni počutijo, ko gledajo to perspektivo sveta, iskreno povedano. Jaz mislim, da jih je na neki točki strah. Podnebnih sprememb, vojn, ne vem, umetne inteligence, ne vem, ni unega človeškega stika. Tako. Osamljenost. Mislim, da je tudi osamljenost med mladimi velik problem. Kaj bi pa lahko en mlad danes naredil za to, da gre čez to osamljenost, pa za to, da začne komunicirati? Kakšen bi bil najboljši pristop, da uberejo, da pristopijo do nekega v bistvu sorojenca, do sovrstnika ali pa do starša? Prva točka z rok telefone, ker to je vse fiktivno, to so neka navidezna omrežja. Pol pa v bistvu, ne vem, naučiti se nekega pristopa do človeka, se pravi, na 4 oči. Se ti imaš lahko sam enega prijatelja ali pa sam enega starša ali pa ne vem, eno osebo, da se odpreš, tako. Pa mogoče, ne vem, kakšni hobi, recimo, ker če jaz sebe gledam, jaz dejansko nisem nikoli čist sebe živela, ker če bi jaz sebe poslušala, ne vem, mene je veselila književnost, umetnost, zgodovina, ne vem kaj, ampak veš, čez to, naprimer, da se ti boljš se v nek tečaj upisati, kaj pa scrollati po telefonu, kako so vsi drugi srečni pa uspešni, ti pa nis, tako. Pa če že pride do kakšne težave, spregovoriti, povedati, in to bi jaz v bistvu rada
mladim sporočila, nič niste čudni, nič niste nenormalni, če imate te tesnobne občutke, se je nemogoče, da jih ne bi imeli, ne, sam ne tega, ne rabiš to pred vrstniki javno povedati, ne, ker seveda znajo biti tudi na momente težki, ne, ali pa malo zlobni, ne, ampak najdete vsaj enega človeka, da se mu izpoveš, no. Ali je to psihoterapeut, ali je to starš, ali je to učitelj, tako, no, ne vem. Pa čim več druženja. Recimo ena stvar, ki ful pomaga, kaj človeka najbolj bogati, pomaga drugim ljudem. Ne vem, če čist nič drugega ne zmoreš, ne vem, najte eno babico v soseščini, ki ne more v trgovino. Ne vem, enemu sošolcu popoldne pomagi, ki ne razume matematike. Meni se zdi, da smo se tukaj čist zgubili. Meni je recimo presenetljivo, šokantno, v bistvu se smejem, smo imeli obletnico valete, prvič po, ne vem, 100 letih, pa pride en sošolski padu, ne. Jo, Tatjana, kako sem jaz tebi hvaležen, saka, zakaj? Ja, se ne spomniš, no. Ti si vedno vse znala, jaz sem se pri matematikih tebi usedel in ti si sam takole malo test dala po stran, da sem tisto klinčevo dvojko dobil, ampak on je danes totalno uspešen podjetnik. Prav jaz danes zaposlujem 30 ljudi. Ko pa danes imaš otroka v šoli, noben noče naloge prinesti. Noben noče domov prinesti naloge. Danes bojo sošolci dvignili roko, zakaj pa je on dobil 4? Meni se pa zdi, da bi mogel dobiti 3. Ne vem, zgubljamo empatijo, sodelovanje, učimo jih pa tekmovanja, preko trupel dosežiti stvari, jaz, pa moja kariera, pa moj uspeh, ne bomo prišli nekamor na ta način. Po mojem, da ne. To, vidijo pa to pri odraslih, a ne? Ja, normalno. Mogoče lahko tukaj še eno dodatno idejo dam za te mlade, ne, kar sem jaz recimo v najstniških letih naredil, lik za ta del, ko sem se počutil osamljenega v družbi, je v bistvu mi pomagalo, ko sem domov prišel, sem šel takrat so obstajali forumi. Aha. Ja? Niso bila socialna mreža, mislim, takrat so blaže, zametki Facebooka, oziroma mi na obali smo imeli obala.net, to je bil Facebook pred Facebookom in žal danes ne obstaja več skoraj, oziroma novičarski portal. Ampak jaz sem hodil na forume in sem se pogovarjal z ljudmi tam. No, to je to pogovor. Itak me noben ni poznal, me ni videl. In sem lahko govoril, kar sem hotel. Ja, si se več upal, ne? Ja, kar je vseeno potem zanimivo, ne? Ker na nekaterih forumih, to govorimo mednarodnih, sem spoznal Slovence. Aha, se pravi, na ulici se ne bi upal, tam pa ja, ne? Ampak imam pa eno osebo, ki je še danes v mojem življenju od takrat. Pa to je zdaj že 20 let nazaj. Tako da se še danes poznava, sicer se ne vidiva dosti, ker imamo oba dva otroke, vsak na svojem koncu. Mogoče, no sem pozabila, recimo tudi šport, ali pa narava, neki pač, nek hobi, neki da rad počneš. No, zato smo pomeri že 2 gosta v oddaji, neko sam tečeta pa predelujeta svoje travme. Čeprav to lahko rata tudi odvisnost, ne? Da se ti toliko šport vržeš, da brez tega ne zdržiš. Ne? Tako da, ja, tukaj imam mnenje tudi, da nobena odvisnost ni dobra. Nobena skrajnost ni dobra, nobena. No, pa vsi imamo neki, ne? Vsi imamo vsi neke mini odvisnosti. Ne vem, kako bi jih imel. Da mi poveš še, ko recimo nekdo doživi ta občutek tesnobe, nek napad, imaš kakšno vajo ali pa neko malenkost, ki jo lahko naredi, da si pomaga v trenutku? Zdaj mi je zanimivo, veš, da jaz od tesnobe sem že toliko dlje v travmi, da se moram že, kako je že pri tesnobi, ja. Tak res orenk napad tesnobe, no, ali pa prav panični napad, ne. To je občutek, da boš znorel ali pa umrl. To je najbolj grozljiv feeling na tem svetu. Prvi stavek je, ne boš umrl od tega. To je isto, kot bi imel infarkt, ne. V bistvu je 60%, ali ne vem zdaj točno, koliko se nima veze, ljudi, ki pride na urgenco, da imajo infarkt, imajo panični napad, sam ne vejo, ne. Prvo, kar je, ne boš umrl, sam zdržati je treba, ne. Pol pa dihanje, dihalne vaje. Dihati. Pa nekako na hitrca se probati pač umiriti, ja, pol pa ukrepati, no, pa v bistvu iti na čim prej ukrepati, no, ne odlašati za pomočjo, no. Ja, je pa dostikrat rečejo ljudje,
Pa sej ne vem, komu bi šel, ne? Kdo bo pa zdaj kopal po meni. Mislim, to so res, niso lahke stvari. Doskrat je pa to priročen odgovor, da nikamor ne grejo. Ne? Češ sej itak vsak terapevt ima neke svoje fore, seveda, da ima sej sam človeka. Ne? Ja, pač poskusiš, pa če ti ta ne odgovarja, pa pej drugam, ali pa ne vem, sej noben ni vse mogočen. Tudi noben ne more nič namesto tebe narediti. Vse moraš sam narediti, ne? On ti sam prostor drži. Ja, če pa hočeš res odkriti, odkje imaš tesnobo, ja, je pa ta del, a ne? Ja, svojo zgodovino, kaj čutim, odnos s starši, ker v bistvu zelo zanimivo so podedovane družinske travme, ne? Mi vlečemo toliko rodov nazaj, ne? Da ti iskreno povem, hvala Bogu, da zdaj šele to vem, preden sem imela otroke, ker bi me bilo mislim, ne strahno, ampak ne, nič ne moreš skriti, nič ne moreš, noro je to, noro. In recimo zdaj, ko delam čez telo, ne, Petra, ki dela z mano, oziroma z nami na delavnici, ja, če vi ne čutite svojega telesa, ne, če vi ne živite v svojem telesu, kdo pol živi? Vaši starši, vaši stari starši in vaši predniki. In njihovi vzorci, in njihova prepričanja, in to je tist, kar mene bremza, ne? Ker bi zdaj le eden mene, pa dobro, pa daj začni že predavati, pa daj kup si 2 stola, pa začni se pogovarjati z ljudmi. Njihova prepričanja me še vedno bremzajo. Kako pa nameravaš iti čez njih? Ja, moj terapevt se mi je doskrat smejil, ne? Ja, Tatjana, seveda, zdaj boste naredila še 100 licenc, ne? Pa 300 metod se boste še naučila, ne? Da boste imela neke. Ja, ampak tako imam feeling, no, da želim še to na telesnem nivoju čim bolj razrešiti, učim se še nekih metod dela z ljudmi, čeprav kakorkoli se pa pol obračam, pa vidim, da mi najbolj gre, da se samo sedem pa pogovarjam. Ja, zdaj imam namen se med poletjem malo odpočiti, v jesen pa mislim, da bom pa začela kam pisati, no. Ker se mi zdi tako, no, ja, tako, kot je rekel moj terapevt. Prav se, kako pa mislite, da je pri meni? A ne, grem v predavalnico, predavam, 3/4 ljudi itak nima pojma, o čem govorim, tista 1/4, ki ima pojem, ne, ne bi šli v te procese, ker to je pretežko, ampak če 1, 2 ali pa 3 ujamem, sem jaz naredil delo za tisti dan. No in to je res. To je res, a ne. Tako da, in je tudi rekel, ni pomembno, koliko knjig boste vi prodala, čeprav seveda si jih želiš, a ne, ampak da bojo prišle do tistih, ki jih rabijo. Tle bi pa poudarila še to, ljudje mogoče mislijo, saj jaz nimam ne tesnobe, ne travme, to ni za mene. Ni res, zato ker sem ful ponosna na to, da mi taki ful prizemljeni ljudje, ne, ki teh stvari ne poznajo, pišejo. Ena mi je napisala, jaz sovražim knjige za samopomoč. Danes vsak, ki ima 3 minute cajta, napiše knjigo. In sem iz čistega ferbca vašo knjigo v knjižnici vzela in se ga še ena taka. No, je rekla, vi ste mi toliko razširila obzorja, razumevanja ljudi, da se vam to pisno zahvaljujem, ker nisem razumela nič, nisem imela pojma, kako se ti ljudje počutijo. Je rekla, in jaz sem imela 20 let sodelavko, ki je povedala, da ima tesnobo. Smo jo kao neki suportirali, ampak nam se je zdelo, in res, to je tako čuden za slišati pa videti. Je rekla, zdaj pač nisva več v isti službi in jaz sem jo poklicala in se je upravičila, da nisem nič razumela in ji dala neko podporo in ženska je bila toliko vesela, da je jokala. In je rekla, še danes se bojim ponovitve, toliko je to hudo, tako da ja, razširjam obzorja. Tako, to. V globino in v višino. Klenot pa včasih še imam del sama sabo, da zdržim. Se to mi je bilo že prej ful všeč, ker to je tudi nekaj, kar sem danes jaz vzemem ven iz tega pogovora, ne? Da moramo večkrat resnejše imati besede naših bližnjih, dokler nismo sigurni, da pač, da je okej, ne, mislim, na nek način. Če bi si samo to zapomnili. Če jaz rečem, da me tole boli, pol mene to boli in mi da z možem sva šla v bistvu jaz zelo daleč zdaj v pogovorih in tudi njemu ni lahko. Vsaka, a se ti spomniš, ko so bile te tvoje ponovitve? Jaz sem ti povedala, da sem toliko težko zdržala, da bi si skoraj žile prirezala.
Ampak to je bilo resno. Danes jaz razumem, kaj naredi travma. In tudi njega razumem, ki me je gledal in je rekel, pa ne more si človek kar žile prerezati. Ja, lahko si jih. Pa sploh ne ve od česa. Jaz bi zdaj saj vedela od česa. In kaj bi rekel? Ja, ne vem, malo je zglajzala, malo je v menopavzo daje, pa malo hormoni, pa preobčutljiva je bila, pa ni bila, kaj rečejo za mladino, ne? Ja, jih starši niso učili, da bi se spopadli z življenjem, so premehki, so razvajeni. A ste prepričani? Tako. Ja. Hvala, da si delila sebe z nami. Hvala tebi za povabilo. Z veseljem. Jaz za konec mogoče še kakšna misel, ki ti je tebi zelo blizu, pa te spremlja na tvoji poti, pa bi jo podelila z nami. Misli je ful velik. Mogoče tale mi je prišla na misel. Če želiš pomagati sočloveku, je logično, da ne moreš vsega razumeti in te je strah, kaj reči, ne? Ampak ljudem se ne pomaga s pametovanjem, ampak z empatijo. Se pravi, samo sprejmi ga tazga, ki je, in verjem, da je njegova resničnost zanga resničnost, čeprav to ni tvoja. Tako. To si mi dala za eno ful dobro istočnico, za zaključek. Tako da najprej se ti res zahvalim za tvoj čas. Upam, da ni bilo pretežko. Meni ne, jaz sem užival, pa kot sem rekel, nekaj sem vzel tudi zase. Cool. In verjamem, da bo vsak od naših gledalcev, poslušalcev tudi nekaj zase dobil. Super, hvala. Hvala ti. Hvala tudi tebi, ker si z nami. In v bistvu v tem duhu današnjega spoznanja ti dajem eno nalogo, da danes pokličeš nekoga, ki ga imaš res rada ali rada, in mu samo prisluhni. Wow. Prisluhni, nekako se počutijo, prisluhni, kaj se jim dogaja, brez da jim moraš karkoli odgovoriti nazaj. Hvala za tvojo pozornost in se vidimo v naslednji epizodi.